3 grahih. Živel je mož, ki je bil tako reven, da ni imel kruha niti za svojega sina. Zato ga je poslal po svetu, naj gre iskat srečo. Pojdi, sinko, kamor hočeš, nečesa pa ne pozabi. Prvo stvar, ki jo boš našel, poberi in jo shrani. Poslovila sta se in sin je s torbo na rami po prašni cesti odšel v širni svet. Ko je tako nekaj časa hodil, je na cesti zagledal grahovo zrno. Spomnil se je očetovega nasveta, pobral zrno in ga spravil v torbo. Ko je šel naprej, je našel še eno zrno, ki ga je prav tako pobral in dal v torbo. Proti večeru je naletel še na 3. grahovo zrno, ki ga je prav tako spravil. Precej pozno je že bilo, ko je prišel do velikega gradu. Zaprosil je graščakovo ženo za prenočišče. Tej je bil čedni mladenič zelo všeč. Za eno noč pa že dobiš posteljo. Vstopi. Graščakinja je pri večerji dejala možu. Ta tujec, ki smo ga danes sprejeli pod streho, pa ni videti siromak. Najbrž se je samo preoblekel, da bi videl, kako je pri nas. Mislim, da bi rad vzel najino hčer za ženo. Bom že ugotovila, kaj je na stvari. Svojemu služabniku je naročila, naj tujcu odkaže slabo posteljo. Pazi, kaj bo po noči počel. Če je v resnici siromak, bo dobro spal tudi na slabi posteli. Če pa je iz imenitnejše hiše, vso noč ne bo imel miru. Mladeniču so res odkazali prenočišče, kot je bilo ukazano. Slekel se je in legel v posteljo. Ker pa se je bal, da bi mu kdo po noči ne izmaknil torbe, ki je bila njegovo edino premoženje, jo je položil pod glavo. Torba pa ni bila dobro zaprta, zato so 3 grahki silili iz torbe in lezli pod njega. Pobiral jih je in spet tlačil vanjo. Komaj je spravil enega nazaj, že mu je všel drugi. To se je ponavljalo vso noč, tako da niti očesa ni zatisnil. Graščakinja je drugo jutro poklicala služabnika, ki je skrit pod posteljo opazoval tujca. No, kako je bilo po noči? Vsa noč se je preobračal po postelji. Bilo me je že strah, da se bo podrla name. Aha, saj se mi je takoj zdelo, da ni siromak. Odhitela je poročat možu in hčeri. Vsi 3 so se dogovorili, da bodo tujca še en dan zadržali na gradu. Da bi se res prepričali, sklenejo, da mu bodo naslednjo noč pripravili mehko in lepo posteljo. Po dobri večeri so ga odpeljali v imenitno in bogato sobo. To je pa vedno lepše. Vidim, da sem v dobri in pošteni hiši. Čemu bi deval torbo pod glavo in vso noč lovil grahe kakor včeraj? Rajši se pošteno naspim. Obesil je torbo na obešalnik, legel v mehko posteljo in sladko zaspal. Graščakinja je zjutraj spet poklicala služabnika. Kako je bilo nocoj? Povej. Vsa noč je nepretrgoma spal. Saj sem vedela, da ni siromak. Prav gotovo je plemič, če ne celo kraljevič. Odhitela je z novico k možu in hčeri. Po zajtrku je tujec prišel k grofu, da bi se mu zahvalil za vso prijaznost in postrežbo. Kam pa nameravaš zdaj, prijazni tujec? Naprej, po dolgi prašni cesti, še sam ne vem kam. No, če je pa tako, te pa ne pustimo nikamor. Vidiš, jaz imam hčer istih let, kakor si ti. Videl si jo. Če te je volja, ti jo še danes dam za ženo. Seveda je siromak kar ostrmel pri teh besedah, vendar se je hitro znašel in privolil v to nenavadno ženitev. Pripravili so veliko gostijo, ki je trajala 40 dni in 40 noči. Ko je minil 40. dan, je graščakinja svojega zeta poklicala k sebi. Sinko moj, gostija je končana in jutri se odpravita na pot, da pokaže ženi svoj grad. Siromašni ženin se je zelo prestrašil in skoraj bi po pravici povedal, da ima njegov oče samo raztrgano bajto, ne pa gradu.
vendar se je zadnji hip premislil in pristal na to, da drugi dan z nevesto odideta na njegov dom. Minilo ga je vse veselje in zajeli sta ga globoka žalost in skrb. Vso pot je mislil samo na to, kako bo, ko pridejo do očetove razdrte bajtice. Proti večeru sta ženo prišla v velik gozd. Žena je zadremala, siromak pa je potrto razmišljal. Joj, kaj mi je storiti? Ne morem mi povedati, kakšen siromak sem. Raje grem v temni gozd in izginem zavedno. Skočil je z voza in šel proč od ceste. Komaj pa je napravil nekaj korakov, mu je naproti prišel zelo star mož z dolgo belo brado. Kam pa ti, sinko, v tej temni noči? Bežim v smrt, saj mi drugega ne preostane. Ej, čemu bi se žalostil, fant moj? Sedi rajši na voz in pelji svojo nevesto naprej. Prišla bosta do mojega gradu. Jaz odhajam z doma in se vrnem šele čez leto dni. Ta čas si lahko ti, gospod, v mojem gradu. Vendar ne pozabi nečesa. Ko se bom vračal, se bo ves grad močno stresel. Vidva ženo pazita, da takrat ne mudoma zbežita. Če bosta le malo zamudila, vama odbije zadnja ura. Mladi mož se je starcu lepo zahvalil in se vrnil k ženi, ki se je medtem že prebudila. Skoraj sem zgrešil, pa sem iskal pravo pot. Zdaj vem, da ni več daleč do mojega doma. Pojdiva. Čez nekaj časa sta res prispela do velikega razsvetljenega gradu. Pred vrati je stala cela vrsta služabnikov, ki so se priklanjali. Mlada žena je bila zelo vesela in zadovoljna, da je poslušala svojo mater in se poročila s tujcem. Mirno in bogato sta živela na gradu in leto je bilo hitro naokoli. Tedaj pa se je grad zavrtel in tako močno stresel, da se je hotelo vse porušiti. Šele tedaj se je siromak spomnil besed belobradega starčka. Hotel je zbežati ženo, vendar je nikjer ni našel. Tekal je po vsem gradu in končno prišel v klet, kjer pa ni našel žene, ampak zelo, zelo staro ženico. Dobra mati, ali veste, kje je moja žena? Vse pa vsot jo iščem, pa je nikjer ne najdem. Še danes mora umreti, če ne zapusti gradu, preden se vrne njegov gospodar. Nič se ne boj, sinek, pojdi k kuharici in ji reci, naj da v mlin 7-krat posejano žito. Iz te moke naj 7-krat zmisi kruh in ga 7-krat speče. Ta kruh naj položi pred grajska vrata, za drugo ne skrbi. 2-krat mi je že pomagala dobra sreča, mogoče me tudi 3. ne zapusti. Siromak je odšel k kuharici in ta je hitro naredila tako, kot je naročila stara ženica. Položila je kruh pred vrata in to v zadnjem hipu, saj se je proti gradu že valil velik zmaj, ki je imel 7 glav, iz žrel pa mu je švigal dolg plamen. Po ljudeh smrdi! Železna vrata mojega gradu, kaj ne poznate več svojega gospoda? Zakaj se nočete odpreti? Tedaj pa se oglasi 7-krat pečeni kruh. Zmaj, ves tvoj trud je za manj. Le če se daš 7-krat posejati, 7-krat požeti, 7-krat zmleti in 7-krat speči, potem se ti umaknem. Drugače ne. Zmaj se je strahovito razjezil, z vso silo se je zagnal v železna vrata, tako da se je grad 3-krat zavrtel. Vrata se niso odprla. Zažene se drugič, s tako silo, da se je grad 6-krat zavrtel.
Vrata se niso premaknila. Zagnal se je še tretjič in sicer s tako močjo, da se je sam razletel na drobne kosti. Tako je ostal siromak svojo lepo ženico gospod v Zmajevem gradu in živela sta dolgo in srečno.